Pozdravljeni! A veste, kako nastanejo prepričanja? Danes vam bom povedala zgodbo, pa mogoče ste jo že slišali, ampak v glavnem zgodbo o opicah. Kako so opice prišle do tega, da kaj se ne sme. No ja, jaz zdaj nisem našla pri nas nobene plišaste opice, našla sem pa dva morska prašička, tako da vam bom s tem dvema pokazala, kako nastanejo prepričanja. Če si predstavljate, da so opice. Opice so dali v kletko in na vrhu kletke so nastavili banane. In v glavnem bilo je tako, da so lahko splezale gor in vsakič, ko je neka pogumna opica splezala gor po banane, da bi dobila banane, so jo polili z mrzlim curkom. In v bistvu je prestrašenja se umaknila. In v glavnem s časoma je postalo tako, da te opice, dejstvo je, da niso poskušale več. Vsakič, ko je kakšna poskušala, da bi splezala do banan, so jo druge ustavile in jo prepričale z glasnim vriskom in krikom in tako naprej, da je odnehala. No in v glavnem s časoma ni nobena več poskušala do teh banan. In potem so začeli menjati in so opico prvotno zamenjali z drugo opico. In v glavnem s časoma so zamenjali vse opice in kaj se je zgodilo. Vsaka nova opica, ki je poskušala priti do banane, so jo ostale opice prepričale z glasnimi kriki, da se to ne dela. Ni bilo več potrebno špricati, zato ker so opice same poskrbele s strahom, da so prepričale, da se to ne dela. No in zdaj, če pogledamo, kako smo mi. Strah. Strah, ki se prenaša. Se pravi, tam so opice zamenjali, vse opice so zamenjali, ampak prepričanje je ostalo. To se ne dela. In dejstvo je, da je prišel čas, da je treba določene stvari počistiti. To, kar so naši predniki, poglejte, v zadnjih 100 letih se je praktično vse zamenjalo. Vse je postalo drugače. Glede preživetja. Ja, naši predniki pred 100 leti mogoče niso imeli za jesti. Mi danes, jaz mislim, da večji del ljudi ima za jesti. Imamo tehnologijo, marsikaj imamo. In pritožujemo se nad Bog si ga vedi vsem. Nad vsem se pritožujemo. Česa ni, kako bi mogli biti drugače in tako naprej. Namesto, da bi začeli gledati, kako lahko splezamo ven iz kletke. Kako mogoče lahko živimo drugače, kako živimo boljše. No, zdaj pa poglejmo tole našo kletko. Kje smo ujeti? Dobro, strah. Ampak kje smo ujeti? Ujeti smo v tek za preživetjem. Večji del ljudi hodi v službo zato, da preživi. Ali pa vsi. Večji del ljudi dela zato, da zasluži za preživetje in potem zato, ker mora. In zdaj, kako bi iz tega ven šli? Na koncu koncev, dobro, tudi jaz delam zato, da preživim. Ampak mi ni edini moto ali pa strah pred tem, da je kaj pa, če ne bom imela. Vedno je, kaj naj rečem. Jaz delam zato, da dodajam vrednost svetu. Zato delam. Jaz ne razmišljam, a bo tale video pogledalo 5 ljudi ali pa 500. Pa saj ni važno. Tisti, ki rabi, bo naletel na to informacijo. Ne obremenjujem se številkami, ne tečem za nobeno nagrado. Ne. Ne obremenjujem se s tem, da moram. Kaj moram? Kaj moram? Spati, absolutno, poskrbeti za svoje telo, to so pomembne zadeve. Stari ljudje so rekli, da je edina stvar, kar je treba, kar je res treba, je umreti. Ok, tam še nisem, to sem še daleč od tega. Ampak kar prav tisto moram. Veste, malo stvari je v življenju, ki jih prav moramo. Ja, tisto, kar fizično res je potrebno poskrbeti za telo. Vse ostalo se da ali bolj na razkošno, ali pa manj na razkošno. Zdaj pa pomislimo.
Denar. Denar, ki je večji del ljudem predstavlja kletko ali pa nek okvir, kjer se gibljejo. Se pravi, grejo v službo, zato ker morajo zaslužiti denar. Vedno je mogoče premalo denarja. Denar dajejo nekam, kjer spuhti in tako naprej. Se pravi, denar je zanimiva energija. No, zjutraj, ko sem začela dan, karte prehodu na vodobo, potegnem karto izobilje. Izobilje, se pravi, naravnana sem na vibracijo izobilja. Vse povsod okrog sebe lahko opazim to vibracijo obilja, ki je. No in potem sem peljala našega Tobija na sprehod. In tamle na Suhi je most in je bilo tako čarobno lepo, sonce je po reki Sori gor sijalo in je bilo 1000 mrež, na katere so se ujele rosne kaplje. Kako neverjeten. In ko sem povečala to sliko, zgleda kot biseri, ki so nanizani na vrvico. In ko sem še bolj povečala sliko, sem videla, da je v vsaki kapljici odsev reke. Wow, a ni to obilje? A ni to obilje? Vsaka kapljica odseva sliko stvarstva. Vsaka rosna kapljica. Zdaj pa pomislite, če vsaka rosna kapljica, ki pade na zemljo, pod spektrom svetlobe, ko svetloba pade na njo, odseva vso to lepoto stvarstva. Če bi mi lahko vse to videli z našimi očmi, mi bi se po moje čudili tej lepoti obilja, ki je vse povsod okrog nas. Daj pomislite. Vsaka rosna kapljica odseva vso lepoto stvarstva. Ja, mi gledamo z druge perspektive in pač ne vidimo. Se spomnim, ko so bile moje punce majčkene in pač jaz sem te moje otroke vlačila za sabo kot mačkata mlade in seveda, ker sem si moj posel organizirala tako, da že od nekdaj delamo doma, 30 let bo zdaj že od tega, ker sem pustila službo. Seveda, 30 let od tega. In potem, ko sem imela majčkene otroke, smo hodile v gozd, pa smo nabirale gobe in sem jih učila, kako nabirati gobe. In mi hodimo po gozdu in veste, ti majčkeni škratki hodijo po gozdu in kličejo gobice. Tako, gobice, gobice. In dejstvo je, da so jih najdle. In kaj to pomeni? One so gledale z druge perspektive in so videle drugačno, drugače so videle. Najdle so tisto, kar z moje perspektive ni bilo videno. Zdaj pomislite, z vaše perspektive je mogoče ste naravnani na pomanjkanje. Vedno je premalo. Tega ni in še bolj ni. Zdaj pa pomislite z druge strani. Kaj bi se vi lahko naučili v življenju, da bi v vaše življenje pritekalo več obilja? V čem ste dobri? Vam povem, kaj se jaz zdaj učim. Prijavila sem se na tečaj grafičnega oblikovanja, ker sem prišla do zaključka, da je to veščina, ki se jo želim naučiti. In jaz sem čisto navdušena. Čisto navdušena sem, ker se učim nove veščine. Res, od začetka, od tega, kako se odpre program, kako začneš in zakaj se to učim. Ne zato, da bom od tega služila, ampak zato, da bom lahko popravke ali na koncu koncev oblikovala svoje knjige. Zato, ker sem videla pri tem zadnjem projektu, ko imajo Duše žur, 2 meseca sem se ukvarjala z oblikovalci in na koncu mi je že šlo na jok pri naslovnici, pa vam bom zdaj povedala, kako smo se pogovarjali. Zato, ker nismo govorili istega jezika. Ker oblikovalec pač govori drugi jezik kot jaz in njemu je, pač druge stvari so mu lepe. In na koncu, ko nisem več mogla mu razložiti, kaj jaz želim, pa vam povem, kako je moja hčerka rekla.
Zdaj lahko date vmes še tisti pi. Ona reče, pa daj pošlji ga že v kurac. In jaz napišem message. Vidim, da ne prideva nikamor, dajmo se usesti skupaj, prideva s hčerko. V pol ure sva zaključila naslovnico. A vidite, a ni zanimivo? In enostavno sem se odločila, da se bom naučila te veščine jaz. Investicija v mene. Sem našla na internetu tečaj in se vsak dan dam nekaj časa v to, da se bom naučila to delati. A vidite, in to mene veseli. Vsak se lahko nauči novih veščin. Vsak. Ena moja prijateljica, njen talent, že od nekdaj njena duša ji govori, ti si kreativna. Ti si kreativna. In nekako je ostala zataknjena v osnovni šoli, ker v osnovni šoli je učiteljica pri likovnem pouku rekla, da nima talenta. Da je pač nima pojma o risanju in je to. Se pravi, ta učiteljica je imela drugačen pogled na umetnost kot ta otrok. In ta moja prijateljica še ni počistila tega. Zdaj je že naredila nekaj korakov in se je že prijavila na tečaj slikanja. Šla je k Katarini Vidmar. Katarina Vidmar je ta gospa, ki je naslikala tele karte Prehodu v novo dobo, in Katarina ima tečaje slikanja. In glejte, zakaj se ne bi človek naučil novih veščin? Ker nove veščine ti lahko pomagajo do tega, da lahko enkrat začneš živeti od tega, da živiš iz svojega talenta. Ne vem, glejte, so tečaji na koncu delanja nohtov, tečaji make-upa, ne nazadnje. Kup takih zadev obstajajo, tečaji, lahko se naučimo novih veščin. Glejte, pogosto smo mi ljudje tako kot majhni otroci, ko smo na tleh. In tudi sploh takrat, ko smo brez denarja. Ne morem, ne da se. In kako mi starši reagiramo do otrok? Če je otrok na tleh, ga pustimo, da se pač zdere. Naj bo na tleh, počakaš, da ga mine. Dejstvo pa je, da ravno tako pa stvarstvo, naši vodniki, dokler smo mi na tleh in smo tisto, ne znam, ne morem, ne se ne da, nas pač pustijo. Sej ga bo minil. Ko pa mi utihnemo in smo v tej naši tišini in iskreno prosimo za pomoč, dajte mi pomagati. Želim si naprej. Takrat se odprejo vrata. Ampak ena stvar. Moja pot, mojega življenja je bila, da sem zaključila pač, da sem se znala postaviti za sebe. In je pač me vodila skozi ločitev, kar ni nujno, da je edina pot, glejte. Mogoče nekoga druga uči, kako vzpostaviti lep, ljubeč odnos. Pač imamo različne poti. Ampak kako naj ti stvarstvo pomaga, če se ne umiriš? In to je zdaj prvi korak. Potrebno je utišati glas v glavi, ki ti govori, ne znaš, ne zmoreš, ta ti laže, ta te hujska, ne bo ti uspel. Dokler tega ne utišamo v glavi, toliko časa se ne more zgoditi nič. Danes mi je ena gospa napisala sporočilo, in je napisala, bila je pri meni na osebnem svetovanju. Kot veste, jaz na osebnem svetovanju ljudi vodim skozi mišični test. Se pravi, pomagam človeku, da pride do svoje resnice. Jaz mu ne dajem mojo resnico, ampak ga vodim, da on začne zaupati in pride do svoje resnice. In zdaj tudi tam, ko imajo ljudje veliko težavo, recimo sploh program, sebi ne smem zaupati, v tem primeru najprej naredimo skupaj meditacijo za dekodiranje, da počistimo program sebi ne smem zaupati. No in ta gospa bila je spolno zlorabljena. V glavnem preko mišičnega testa sva prišla do tega in rekla, da ima globoko v sebi občutek, da je bila zlorabljena. In ko sva prišla do tam, ona se je cela tresla, ker sva prišla midve do resnice. In zdaj mi napiše sporočilo. Moji glasovi v moji glavi se sprašujejo, če je vse to res, mogoče ste pa vi ena velika lažnivka. Sem ji napisala, no ja,
Ego je zanimiv, hoče nas prepričati, drugi so slabi, drugi so taki, neverjetni in tako naprej. In dejstvo je, da najbolj enostavno, a veste, ego je zanimiva zadeva. Ego je tisti glas v naši glavi, ki nas hoče prepričati, da je edina tema ta prava pot. In ko mi enkrat rečemo, zdaj pa utihan, dovolj je, takrat utihne. Takrat nas ne šofira več. Takrat, ko mi utišamo tisti notranji glas, se zgodi, da enostavno začne govoriti drug glas. To je pa naša duša, naši vodniki. Kristusova zavest skozi nas govori. In enostavno, ko začnemo sebi zaupati in svojim sporočilom, takrat se vse spremeni. Ampak res vse spremeni. Vem, da ni enostavno, ker sem jaz prehodila to pot od tam, da sem non-stop imela, premišljala, kako bom plačala položnice, kako bo to, me je skrbela za otroke, kako bo to, pa zakon, ker ni bilo to, pa ni bilo to, pa ni bilo to, pa pri poslu, pa ni bilo to, pa ni bilo prometa in tako naprej. Poznam to, tam sem bila. In poznam drugo plat, kjer zbiraš svojo moč. In vso to moč, ki jo lahko usmeriš v to, da se stvari začnejo dogajati tako, kot je po velikem božanskem načrtu. Ko spustiš svoja pričakovanja, enostavno dovoljš, da je tako, kot bi bil na reki in dvigneš vesla in se rečeš, naj me odnese tja, kjer je v najvišje dobro vseh. Takrat se začnejo stvari spreminjati. Zato zaupajte. Zaupajte temu drobnemu glasu v sebi, da je ta prav. Da vas vodi do čiste resnice. Samo zaupajte in ne bodite tako kot tiste opice ali pa te hrčki, v glavnem opice, ki sledijo temu, zato ker se to ne dela. Dovoljte, da kletke, ki vas omejujejo, odpadejo in da dejansko začnete živeti svoje poslanstvo. Tako da dovoljte, da se zgodi v vašem življenju vse dobro. Uživajte.